Mislim, obstaja v slovenskem jeziku lepša besedna zveza, kot je na svojem, res. Na svojem. To zveni malo avtoerotično, na svojem, ampak še vedno je boljše na svojem, kot pa na tujem, na tvojem ali pa na sosedovem. In potem smo zaradi tega, da bi mi bili na svojem, pripravljeni narediti skoraj karkoli. Mi brez razmišljanja podpišemo, da bomo odplačevali kredit naslednjih 230 let, yes! In da bomo vsak mesec dali eno plačo pa pol, yes! Samo zato, da smo mi na svojem. Ne? In potem se šetaš po tem svojim 23 kvadratnem stanovanju od ene stene do druge. Res, tak en graščak v minimundusu si in potem kažeš svojemu otroku, sine, vidiš, ko bo tvoj ata pri 86 vse to odplačal, bo vse to od enoseda pa tu do kuhne, to bo vse tvoje. Res. Mali te pa gleda, ne, s takim pomelovanjem, da si lahko v resnici srečen, če si pri njemu na 4. mestu. Ja, ampak nisi sam kriv, sploh nisi sam kriv, ker cene stanovanj, sploh v Ljubljani, so take, kot da bi jih delali iz Swarovskih kristalčkov, ne pa z betona. In še vedno se vse proda. Garsonjeri se danes ne reče več garsonjera, ampak kompaktno enosobno stanovanje. Penthouse ne pomeni nujno, da se nahaja na vrhu stolpnice, ampak da je samo toliko stopnic do njega. Ti lahko v Ljubljani danes oddaš in prodaš ta zadnjo luknjo. 20.000 kvadratov vinogove kleti v Mariboru stane toliko kot 200 kvadratov pol kleti v Ljubljani. In to take, s katero se agent pol s tabo krega. Kako mislite, da ni vode, no? Mislim, kako? Kaj pa tale moker flek tukaj na steni, no? Mislim, kaj pa je tole? Pa samo toliko, da boste vedeli, to je spomeniško zaščita, ne smete se dotikati. Thanks, stari, res. Kvadrat ljubljanskega stanovanja je postal nova valuta. Jaz vam bom zdaj nekaj pokazal. Evo. Takole. To je to, gledajte ga. Ni lep? To je kvadratni meter ljubljanskega stanovanja. Jaz sem ga kupil za 2.300, zdaj je vreden 3 jurje. Ne? In jaz ga vedno nosim s sabo, pač, ko grem nekam za dalj časa, da se počutim bolj doma. Zdaj, kdaj ga tudi dam na Airbnb-u, small but comfortable, to piše v opisu, ne? Je pač zračen, ne, zelo. Tako da je tudi blizu vsem atrakcijam, ker ga lahko neseš s sabo, kamorkoli. Je tako, je pa ljubljanski kvadrat malo manjši od običnega kvadrata, ne, tam nekaj enih 70x70, ampak je v resnici dosti več kot samo kvadrat, ker prinaša en duševni mir, pa občutek uspeha v življenju, ker jaz sem kakorkoli lastnik kvadrata v Ljubljani. Ne. Ja. Je pa tudi ena verska izkušnja tole, ne, res, ker enkrat na leto, ko iz nekega čudnega razloga mi še plačujemo redni davek na ta kvadrat, ga pač obrneš proti Ljubljani, ne, recimo, da je tam, ja, in pol mečeš pač bankovce v smeri mestne občine Ljubljane in pol čutiš, kako se ti čistijo čakre in denarnica. Priporočam, ful, morate kupiti. Res.